gospod minister je rekel, gremo kar naravnost in takole po sredi. Niste prvič danes v naši občini, ampak danes ste pa obiskali, naredili ste dva zanimiva ogleda, bili ste v dveh družinskih podjetjih, ki sta v našem okolju, da ne rečem, resnično zgleden primer odličnega obrtniškega gospodarjenja. Bili ste v Rečici Opaki, spoznali ste kovino plastiko Boše in pa v Gorenju cementninarstvo Polak. Kakšni so vaši vtisi danes? Pozdravljam vsem. No, zagotovo nista zgled samo, bom rekel, tukaj v tem lokalnem okolju, ampak sta lahko zgled tudi veliko širše, bom rekel, v celotnem slovenskem prostoru. Namreč takšna majhna podjetja, družinska podjetja so po moje oceni največji potencial, ki ga Slovenija ima, potencial za gospodarsko rast, potencial za nova delovna mesta in takim podjetjem je potrebno dati spodbudo. Kar je najbolj zanimivo, tako pri enem kot pri drugem smo slišali, torej oba direktorja, lastnika, kako je že rekel, sta govorila, pa smo se tudi vmes pogovarjali o tako imenovani zdravi rasti podjetja. To pomeni, da investirajo toliko, rastejo toliko, širijo se toliko, kot ustvarjajo sami svoje akumulacije. Torej, ne širijo se prekomerno, z zadolževanjem, z krediti in tako naprej, ampak rastejo toliko in vlagajo toliko, kot za svojim funkcioniranjem, za svojo aktivnostjo na trgu preprosto zaslužijo, naredijo dobička in tako naprej. In nimajo težav. Vse nekaj se tiče poslovanja. So uspešni in je najbrž to tudi edini razlog za to, da nimajo takšnih in drugačnih težav. Seveda je normalno, da v tem poslovnem svetu problemi tak sami po sebi so. Kar se tiče tega, rekel, če govorimo o stabilnosti, pa sta obe podjetji dokaz, da je to razmišljanje pravo. Če bi to razmišljanje znali prenesti tudi na državni nivo, bi seveda Slovenija v tem trenutku bila popolnoma na drugi poziciji. In ko govorimo o tem razmišljanju, smo ga pravzaprav želeli preslikati skozi tako imenovano zlato fiskalno pravilo, da bi skratka trošili toliko, kot ustvarjamo, pa se mi zdi, da je to na državnem nivoju nek drugi svet, neka druga logika, neko drugo razmišljanje, tudi strani zelo eminentnih ekonomistov, ki trdijo, da se je pač treba zadolževati do konca in do kraja. Zdaj, kdo bi to plačal, tega pravzaprav nikogar ne zanima. Vse te debate, ki jih danes spremljamo z sindikati, drugo se pogovarjamo preprosto o tem, kar nimamo, torej kako bomo nekaj delili, česa pravzaprav sploh nimamo in kregamo se o ničem, skratka o nuli, ker tega ni. Tako da je žal ta logika na državnem nivoju drugačna in mene preprosto veseli, da vendarle v slovenskem gospodarstvu v velikem delu. In še vedno trdim, da v velikem delu so razmišljanja takšna, kot smo jih danes bili tudi tukaj v tem podjetju. Mogoče še eno temo, če govorimo, pa seveda na svoji koži občutimo, da živimo v težkih časih, da je tukaj gospodarska kriza, ki je kar ni konec. Kljub temu pa še vedno obstajajo tako neke rešitve v smislu izkoriščanja sredstev iz Evropske unije. Gospod minister, kakšni so tukaj vaši pogledi, mogoče kakšni nasveti ob tem, da je tam ta denar tudi za možnost koriščenja za lokalne skupnosti, za občine. In tukaj roko na srce, občina Šmartno ob Paki v preteklosti ni dovolj izkoriščala teh
možnosti. Zdaj, kako je sama občina bila uspešna v tem, moram reči, da ne poznam. Tako po spominu, glede na to, da sem v zadnjem času podpisoval ogromno sklepov, ogromno pogodb, ravno za projekte, ki se izvajajo iz naslova črpanja evropskih sredstev, se res ne spomnim, da bi bil kakšen projekt vezan na Šmartno, ampak morda se tudi motim. Zagotovo pa je to en potencial, ki je na voljo, ki žal gre v tej perspektivi že proti koncu. Je seveda to, vendarle je treba reči, da je to en del, bom rekel, regijske zgodbe. Tudi ti posamezni občinski projekti, ki se peljejo skozi ta sredstva, so vendarle del regijske zgodbe in regionalnega razvojnega programa, kjer se pač posamezni projekti morajo znajti in je to osnova potem seveda za kandidiranje na evropska sredstva. V tem trenutku smo v pripravi osnovni podlag za že naslednjo finančno perspektivo, torej 2014-2020. Pripravljajo se regionalni razvojni programi za to obdobje, tudi vsi ostali dokumenti, ki jih moramo na državnem nivoju pripraviti, zato da bo zadeva nemoteno tekla. In zdaj je seveda priložnost, da se projekti občinski, skratka projekti, ki so pomembni za občine, z razvojnega kota seveda vključijo v te razvojne programe, ki bodo potem osnovno za to, da bo občina kandidirala.